Pozdravljeni vsi skupaj. Jaz sem Jana Beguš, koordinatorka mobilnosti na Univerzi v Novi Gorici. Z mano je diplomant Univerze v Novi Gorici, Armand Zavec. Poklepetala bova o njegovi neprecenljivi izkušnji izmenjave v tujini preko programa Erasmus+. Mogoče njega še malce predstavim. Je obiskoval poslovno-tehniško fakulteto, smer gospodarski inženiring. Na Erasmus izmenjavi je bil dvakrat, prvič v drugem letniku na Irskem, drugič pa je v Nemčijo odšel na praktično usposabljanje. Danes je zaposlen kot skrbnik ključnih strank v večjem telekomunikacijskem podjetju. Bil je tudi vodja 2 restavracij ter prodajalec jaht v slovenskem svetovno priznanem podjetju. Armand, pozdravljen. Ja, pozdravljen in živijo. Lahko malce opišeš, kako si izvedel za Erasmus program, si že preden si prišel na univerzo vedel, da boš pač del študija oziroma praktično usposabljanje opravil tudi v tujini. So bile tvoje ambicije že to, malce, če mi lahko opišeš tvojo to super izkušnjo, no? Ja, tako je bilo. Jaz, ko sem že na faks šel, sem v bistvu se nekako že izvedel za ta Erasmus, sem od prijateljev že izvedel. Tako da pol, ko je bilo pa za destinacijo za določati, je bilo pa pač čisto naključno, ker so bila razpisana neke države, neke šole, tako da sem se potem prijavil. V tem primeru je bilo pri meni najprej za študentska leta, v bistvu za študij, je bila Irska, tako da sem bil pol drugi semester na Irskem v drugem letniku. Nekaj časa se pol gor šolalo, pa to gor sem dobil tudi veliko izkušenj, prijateljev, pač za študentsko življenje je bilo tudi vedno poskrbljen. Tako je bilo, da se pravi, sem živel direktno na kampusu, tako da sem v bistvu bil čisto zraven šole doma. Potreboval sem nek urnik, ko sem si ga sam začrtal, to so mi pa vedno v mednarodni pisarni tudi pomagali, da so se mi tudi pol točke upoštevale v Sloveniji. Tako da sem zbral pol te, ki so bolj primerni zame bili, sicer sem se bolj v prodajne vode usmeril pa v marketing, tako da sem imel tudi primerne se pravi predmete. Ja, to je bilo na Irskem, pa za Nemčijo sem se pa odločil, tako kot je bil že prijatelj gor, pa me je tudi priporočal temu podjetju, ki je bilo tudi za telekomunikacijske vede, sicer pač kot neka klicni center, tako v tistem primeru. In tako sem pol tudi v bistvu zdaj v tej službi pristal, ker sem dobil tudi reference pri njih in potem sem jih takoj vložil, ko sem se zdaj prijavil na novo službo in tako na podlagi tega so me tudi malo mogoče vzeli tukaj, tako da vsaka priložnost šteje, bi rekel, v tem primeru. Verjetno si imel v bistvu tudi prednost pred drugimi konkurenti, ker si predvidevamo pač to dal v tvoj življenjepis, ko si se prijavljal na to določeno delovno mesto. Tako je, to sem dal zraven takrat v priloge in tudi pač navedel podjetje, da so ga šli pol preverjati, in se je tudi videl, da je svetovno priznana pač firma bila, tako da se tisto mogoče, da ne bom rekel, da sem imel prednost pred ostalimi, ampak mogoče je to bilo kaj zaradi tega tudi zraven posledično. Drugače pa ja, študentsko življenje je bilo vedno tam gor super, vedno so bili tako poskrbljeni, da smo tudi imeli del štipendije pokrite. Se pravi, večino smo dobili že vnaprej, tako da si se lahko pokril, pa nek delež še, ko si prišel nazaj, tako da nisi bil čisto brez denarja, tako ko si prišel nazaj v študij. Jaz sem že tako, pač v Gorici sem študiral, drugače sem iz Škofje Loke, sem se večinoma vozil. Drugače pa ja, vedno je bila mednarodna pisarna, mi je vedno stala obstajanja, tako da vedno tudi, če sem rabil karkoli za pomoč, za organizacijo, v začetku tudi nisem imel še nastanitve na Irskem, pa sem živel nekaj časa v hostelu, pa mi pa tudi šola pomagala najti namestitev, tako da tisto bilo kar malo na začetku kar malo dramatizirano, bi lahko rekel, zaradi tega, ker sem prišel v bistvu v nov svet, brez prijateljev, brez družine, sem bil v bistvu tam sam, mislim se, pač podpora je bila po telefonu, pa tako sam na začetku se človek še ne znajde sam, ker je pač v neki novi državi in tam si pol en semester oziroma 5 mesecev, ne. In ja, še nisi siguran, kako in kaj poteka, tako da ja, vedno sem se lahko obrnil na univerzo, da mi je pomagala. Super. Se pravi, ker si prišel na Irsko, nisi poznal nobenega tam. Ali si dobil že kakšne prijatelje, prej si se malo pozanimal preko socialnih omrežij. Skratka, kako si se pripravil na odhod? Kako je bilo to
Si ti bil kaj strah, kakšna so bila tvoja pričakovanja, tako malo? Na odhod sem se pripravljal tako, pač zelo skozi sem si govoril, komaj čakam, da grem, komaj čakam, da grem, ne, pač se veseliš, pa ker se skozi bolj, ker se bliža dan, malo metuljčki zapridajo, ampak tisto pač takoj, ko odletiš in veš, da greš v neko novo izkušnjo, tisto pa tudi hitro mine, ne. Na začetku mogoče res koga strah, ampak dejansko jaz sem se tudi pol naučil več ali manj sam živeti, ne, ker pač greš čisto po svoje. Jaz nisem nobenega poznal, sicer malo sem se tam pogovarjal v nekih Facebook skupinah, dejansko glede, kdo bo, kje bil nastanjen, ker sem iskal pač študentski dom, ampak takrat pa še ni bilo nič takega posebnega, dokler nismo imeli tega orientation weeka, se pravi, da te po kampusu so nas peljali okoli, tako da so te tudi v skupine razdelili, tudi so povedali, kdo je iz drugih držav, da so nas malo pač razbil led med nami, bi lahko rekel, no. Tako da pa smo se pa začeli družiti in je bilo fino in imamo še vedno stike, tako da zato se hvaležim. Kako je bilo pa v Nemčiji? To je pa pač praktično usposabljanje, malce drugače kakor študija, ne? Ja, v Nemčiji je bilo pa drugače, ker v bistvu prideš v podjetje, tam sem pa že imel znanca, ki je že prej delal tam, pa še od njega tudi še prej ena znanka, ki je tudi že delala tam in oboje je tudi bilo preko naše univerze, no, pač smo imeli nek sporazum podpisan s podjetjem, tako da sem pa šel gor, tam sem imel pa že nastanitev naprej, sem si jo najdel. In mogoče tudi malo lažje bilo, ker je v bistvu Nemčija še vedno, bi lahko rekel, malo bližje Sloveniji kot recimo Irska, ki je čist na otoku, a ne? Ja. Pa drugačna kultura je na Irskem čist, kakor je pri Nemcih bilo recimo, ne? V podjetju so me tudi super sprejeli, sicer sem mislil, da se bom bolj nemško naučil, ampak je bil tudi internacionalno podjetje, tako da smo skozi v angleščini govorili, ampak ni nič ne de, tako da sem tudi nove prijatelje dobil, tudi smo še vedno v stikih z večino, tudi veliko se obiskujemo, sicer zdaj v tej situaciji trenutno ne, ampak ko bo pa spet mogoče, pa se bomo verjetno spet kaj dobili. Super. Ja, krasno, pol lahko rečem, da je bila ta izkušnja res neprecenljiva in ti je res pomagala tudi pri tvoji, pač bomo rekla, začetku poslovne poti in verjamem tudi naprej, ne? In kaj, bom rekla, kakšno bi bilo tvoje sporočilo vsem tistim študentom, ki se odločujejo za izmenjavo oziroma so na tej poti, ampak niso še prav odločeni iti, ne iti. Mogoče imaš kakšno besedo še za njih? Ko bom rekel, ne, sicer pričakovano, kaj bom rekel, ampak res, če imate možnost, prosim, izkoristite to priliko, ker vam bo mogoče, ko boste kdaj pogledali nazaj, žal, da niste svoje študentska leta izkoristili še kje drugje, kot samo doma. Super. Ja, Armand, res najlepša hvala za to, da si delil to svojo neprecenljivo izkušnjo z nami. In jaz res verjamem, da zdaj marsikdo, ki te je slišal, se bo zdaj tudi za mobilnost lažje odločil. Hvala še enkrat in veliko poslovnih in osebnih uspehov na tvoji življenjski poti ti želim. Enako, najlepša hvala, res pa ni problema.